in bomo te pleve v bistvu potrgali in vse puščamo gor. Vsaki plevel, ki v bistvu odtrgamo, ostane na vrtu. Pa pravzaprav zanimivo, lipa velja za mehak les. Ja. Ampak za kijem je pa udaril močno. Slovenci lipo častimo kot drevo miru in prijateljstva. Smo v Planici nad Framom, na kmetiji, ki jo že 24 let obiskujejo tudi izletniki in pohodniki, predvsem pa na njej pridelujejo dobro hrano. Od leta 1999 gre za eno prvih kmetij, ki je tudi bila ekološka kmetija, ki je postala ekološka kmetija. Kdaj ste vi začeli jo obdelovati? Kdo je prej delal? V bistvu prej so starši obdelovali našo kmetijo, tako ste že omenili, 99. leta so v bistvu začeli z ekološkim kmetovanjem. Ko sem jaz študiral, v bistvu smo tudi to nekako širili, to ekološko pridelavo, ker je v bistvu to bila tudi prvotno in tudi v Evropi se je v bistvu širilo ekološko kmetovanje in s tem smo tudi mi na kmetiji uvedli ekološko kmetovanje. 3 leta sem zdaj jaz mlad prevzemnik in v bistvu z mojo partnerico in starši obdelujemo to našo kmetijo, ki obsega 18 hektarov zemlje. Ekološko kmetijo so nedavno obogatili s permakulturnimi gredicami, ki jih je Borisu pomagal oblikovati prijatelj Matej Kline. Te še niso končane, postavljeni so grebeni, nanje je naložena slama, ki jo bodo dodajali vsako leto. Pravo ravnovesje v gredi pa se bo vzpostavilo čez 3 leta. Vse poti in grebeni so v bistvu narejeni pod dvoservago, ker v bistvu se bo ta vrt sam kapiljarno namakal. Kaj to pomeni? Kako se bo voda pretakala? Ja, to v bistvu vsake potke so v bistvu vodoravno narejene in vsaka potka ima v bistvu prekat. Ko bojo večji nalivi in te hudourniki, ki jih je vedno več, bo se voda zadrževala na njivi. Zdaj, ko so večji nalivi v vseh teh potkah, kot tukaj, v bistvu voda ostaja na njivi in ne odteče iz njive. Prej, ko je tukaj bila čisto ravna površina, je po tej naši poti, glavni po hiši, v bistvu včasih tudi do 20 metrov voda tekla, zdaj v bistvu ne teče, ker se zadrži na njivi. Zdaj, zakaj kapiljarno namaka? Ker bo tukaj voda stala, bo se tudi same rastline bojo črpale vodo spodaj zgor. Dovolj so visoke, da seveda voda ne bo zalila korenine. Pa tudi grebeni so zaradi tega narejeni, če je več dežja, tudi voda sama oteče dol. Permakulturni vrt ni končan, na njem tudi pride narejeno vodno zajetje in bo vse strehe, ki imamo tukaj na gospodarskem objektih, bomo speljali v to zajetje. Če opiševa te grebene, kako široki so? Zdaj, grebeni so v bistvu široki tako, da iz vsake strani v bistvu segnemo. To pomeni, da lahko lažje nabiramo. V bistvu tega je pa, da na grebene ne stopimo, da so čim bolj zračni. Pod grebeni je v bistvu zemlja, na njih smo dali plaz hlevskega gnoja in potem 20 cm slame. Kje ni 20 cm slame, v bistvu pleveli pridejo ven. Tukaj je videti nekaj plevelov, so to pleveli? To so bolj pleve. To nastane od žit, ki mora, zdaj ko imeli čas, zdaj je bilo v bistvu tudi suša, nismo morali tega trgati ven, ker se v bistvu tudi sadiko ven potegnil. In bomo te pleve v bistvu potrgali in vse puščamo gor. Vsaki plevel, ki v bistvu odtrgamo, ostane na vrtu. Zakaj to? Da, to je tudi v bistvu plevel, tudi da neka hranila. Se v bistvu, ko ga damo gor, se on posuši. To že dodajamo na nek način, kompostni material, kasneje se bo razgradilo. V tem permakulturnem vrtu upoštevamo dobre sosede in striktno dobre sosede. Žal je nekaj pomrlo, ker je bil tukaj po nas tudi mraz. Imeli smo posejano striktno paradižnik, bazilika. Tukaj je mogoče zdaj solata zraven, tukaj se malo boljše vidi kolerabica pa blitva skupaj. Pa mogoče solata pa komarček ali pa solata pa drobnjak. Ali pa naprimer pri jagodah, jagode pa čebula. Kako pa je letos s sadikami, ki ste jih posadili? Ja, letos je malo kritično leto. Vse sadike, ki so prišle iz rastlinjaka, ker mi smo imeli tukaj, ker smo nekje na 700 metrov nadmorske višine, v maju se večinoma tudi v dolini so imeli probleme, je tukaj bilo temperatura nekje 5 stopinj in plodovke tega niso prenesle, tako da zdaj vrt se ta nekako obnavlja, paradižnik se obnavlja, tudi bučke se obnavljajo, žal paprike, ne vem kaj bo letos, kumarce so v bistvu jih ni skoraj nič. Zdaj smo posadili semena, tisto je prišlo ven,
Uredili ste torej pretok vode, Ja. tudi vodno zajetje boste imeli Ja. prihodnje leto. Kako pa je s tem permakulturnim vrtom? Se nekako sam obnavlja? Koliko moramo? Zdaj ta vrt Dejansko v delati bistvu na njem se ne obdeluje več. To pomeni, da se po potrebi bo vedno nalagala slama gor. Lahko tudi uporabiš praprot in ostale stvari. Probala ima tudi praprot, ker so se pojavili tudi mali ti polžeki. Zdaj rdečih polžev pa nas ni tukaj, bolj ti solatni polžeki. Praprot in bezgovo listje, ker to tudi ne bi odganjalo polže. To smo že tudi poskusila in bomo to tudi probala ta poizkus narediti. Za boljšo rast vrtnine na gredah leto zalivajo tudi s preuredkom iz gabeza in kopriv, ki jih namakajo en teden. Tako želijo okrepiti njihovo rast in jim pomagati pri nedavnih temperaturnih spremembah. Tukaj se sadike ne sadijo direktno v zemljo, ampak tukaj imamo za eno sadiko, kot vidimo. Sadika se sadi v permakulturni kompostni kup. Ta kompostni kup se v bistvu dela nekje od 17 do 18 dni. 1/4 v bistvu hlevskega gnoja, potem je piščančjega gnoja, konjskega gnoja in svinjskega gnoja. V bistvu vse te živali imamo na kmetiji in v bistvu lahko ta kompostni kup pripravimo. Tu naredimo nekje en kubik tistega kompostnega kupa, narežemo slamo in ta kompostni kup mešamo. Prvo ga pustimo 4 dni, da ta kompostni kup se segreje. Mora biti temperatura ni minimalno nad 57 stopinj, da se uničijo pleveli. In potem ta kompostni kup vsake 2 dni mešamo. In potem to, čez 17 dni v bistvu nastane zemlja. Potem to uporabimo za sajenje in za saditev sadik. In kaj potem se pravi ta kompostni kup oziroma del tega samo preprosto v bistvu naložite? razgrnemo, tukaj 20 metrov razgrnemo, damo lonček kompostnega kupa v to luknjico, posadimo sadiko in zagrnemo in malo zagrnemo, ker ne smemo preveč, ker zdaj, če preveč vlaga, lahko tudi sadika zagnije. In potem dobesedno sadika raste na te permakulturne kompostne kupe, ne raste v zemljo. Če pa imamo večje, kot so te, ko je paradižnik, pa lahko direktno v zemljo posadimo. Na tem permakulturnem vrtu imate posajeno tudi ajdo. Zakaj imate te posamezne sadike na grebenih? Vsaki vrt mora soditi tudi ajda. Zakaj ajda? Ker ajda je v bistvu kot bioherbicid. To pomeni, da uničuje enoletne plevele in ajda kot sama je značilna, da zelo izboljša strukturo tal. Zelo humusna so tla. Ni pa samo ajda, da bi izboljšala tla, je tudi kot zdravilna rastlina. Lahko uporabljate kot za čaj, celotno rastlino lahko porežete. Mi imamo na njivah tudi letos posajeno 1 hektar ajde, s tem, da bomo tudi izboljšali strukturo tal in da bomo imeli res manj plevelo, ker letos v zadnje čase se je zelo veliko pojavilo tega slaka in ostale, da bi z ajdo tudi pomorili. Podiva še na zeliščni vrt. Vredo. Rumek s hidrolapatom je konjska kislica, pogosta rastlina rastlinskih filtrov v ribnikih. Raste hitro, iz korenike, ki lahko tehta več kilogramov. Iz nje spomladi poženejo številni široko suličasti listi. Konjska kislica je pravilen odgovor na zastavljeno vprašanje tokratne nagradne igre. Knjigo Roberta Leitingerja in založbe Pivec, Okrasni ribniki, harmonija zvokov, barv in oblik prejmejo Marcelino Golob iz Dravograda, Luka Vidič iz Kanala in Katarina Štepec iz Novega mesta. Cvetovi lipe vsebujejo ogromno sluzi, vsebujejo polisaharide, vsebujejo tudi eterično olje, za katerega je značilno, da deluje proti krčem v prebavilih in pa tudi blago pomirja. Dokazan učinek lipovih cvetov je pa samo diaforetični. To pomeni, da povzroča potenje in da deluje protivnetno. Torej ga uporabljamo v različnih čajnih mešanicah, predvsem v zimskem času, v kombinaciji z bezgom. Odlično pospeši potenje in s tem potem tudi zniža povišano telesno temperaturo. Po ljudskem izročilu, kot sem rekla, pa deluje proti krčem v prebavilih in pa tudi blago pomirja. Zato ni naključje, da bova danes pripravila ne blazino, ampak vrečko, v katero bova vgradila cvetove lipe in pa cvetove sivke, za katero je dokazano, da deluje pomirjevalno.
da ugodno vpliva na spanec. Lipa kot simbol slovenstva je znana že dlje časa. Že v 13. stoletju so na Karantanskem klobuku imeli po 4 lipove liste, tako da je lipa res naše slovensko avtohtono drevo. Pa tudi Martin Krpan, to si vedel, je imel kij, s katerim je ubil brdavsa, narejen iz lipovega lesa. Pa pravzaprav zanimivo, lipa velja za mehak les. Ja. Ampak za kijem je pa udaril močno. Slovenci lipo častimo kot drevo miru in prijateljstva. Ni naključje, da je kar nekaj pesmi o lipi. Tako. Pa tudi v Sloveniji imamo ogromno tako imenovanih turških lip. To so lipe, ki so bile posajene v času turških vpadov in ko so premagali Turke v določenem kraju, so v spomin na to zmago posadili lipo in tej lipi pravimo turška lipa. Te lipe živijo še danes, kajti lipa naj bi živela tam nekje 1000 let. Najstarejša slovenska lipa pa je stara 700 let. O sivki so pa že v preteklosti tudi kar dosti povedala, pa tako. Ni narobe, če kaj ponoviva, kako vpliva na... V glavnem sivka pomirja, pa tudi deluje proti krčem v prebavilih, tako da če bi ga zmešali skupaj z lipo v čajno mešanico in ga popili, bi dosegli pomirjevalni učinek, pa obenem tudi učinek, ki zmanjšuje krče v prebavilih. Lipo bi lahko uporabili tudi v različnih kopelih za sproščanje, predvsem zvečer. V ta namen bi vzeli 2 peščici lipovih cvetov, jih prelili z litrom vrele vode, pustili stati 30 minut, precedili in ta precedek potem dali v vročo kopel, v kateri pač bi potem dosegli ta sproščujoč učinek. Nič pa ne bi bilo narobe, če bi zraven dali še nekaj sivkinih cvetov. Prej sem rekla, da lipa vsebuje tudi veliko sluzi in te sluzi dokazano zavirajo kašelj. Lahko bi pripravili torej čaj, lahko bi pa pripravili tudi sirup, ki bi ga pripravili na ta način, da bi lipove liste namočili v alkoholu, v žganju domačem, tako da bi bili cvetovi lipe potopljeni v celoti, pustili 8 dni na soncu, občasno premešali, potem lipove cvetove odcedili in glede na to, koliko bi nam ostalo alkohola, bi primešali enako količino prekuhane ohlajene vode in zasladili z sladkorjem. Na 1 liter prekuhane vode bi uporabili približno 1,5 kila sladkorja. Zmešali z tem alkoholnim ekstraktom in pripravili sirup, ki bi ga potem po zimi uživali po žličkah. Je pa ta sirup primeren samo za odrasle, ker vsebuje tam nekje 25% alkohola. Tako za dobro spanje imava že cvetove pripravljene, zvezala jih bova samo v mošnjiček. Sicer pa se lipa včasih uporabljala tudi nekako drugače. V teh vročih dneh ne bo napak na svet. Oziroma povedala bova, kako so jo v starih časih uporabljale žanice, ki so žele v vročem vremenu. Pod ruto namreč so si namestile nekaj lipovih cvetov, da so jih varovali pred to žgočo sončno pripeko. Takole jaz bom en del koprene odrezal, uporabil še rafijo. Naravne materijale. Tukaj. Takole bo dovolj. To bova pa preprosto zvezala v tak enostaven mošnjiček, ki si ga lahko postavimo nekje ob vzglavnik. Ob vzglavnik, tako. Včasih so delali blazine, sedaj pa take pripomočke. Lahko pa damo tole tudi v omaro. Menim, da bi perilo zelo prijetno dišalo. Bova pa vseeno dodala, poleg koprene in pa te rafije, še en kos tega okrasnega traka. Ki je mimogrede enake barve kot sivka. Tako in pa še morda en cvet lipe in en cvet sivke. S tem imava pripravljeno tudi morda drobno darilce za kakšno pozornost. Tako. Zelo dobro darilo, zelo primerno darilo, kajti lipa je v času starih Grkov in Rimljanov veljala kot simbol prijateljstva in tihe ljubezni, nežne ljubezni. In če ostane tudi nekaj časa, se bo tako lipov cvet kot pa seveda cvet sivke lepo posušil
In tako je najina darilna vrečica pripravljena. Pripravljena, tako. Na ekološki kmetiji Uranjek sva se z mladim prevzemnikom Borisom sprehodila med permakulturnimi gredami, na katerih poleg dobrih sosedov raste še ajda, ki rahlja zemljo in deluje proti enoletnim plevelom. Prekopali smo kompostni kup, ki je podlaga za sajenje vrtnin. Zdaj spoznavava zeliščni vrt. Na tem zeliščnem vrtu imate posajenih kar 68 zdravilnih rastlin. Verjetno je nekaj takšnih, ki jih že dobro poznamo, kot recimo ta plahtica, pa vinska rutica. Kaj še imava tukaj, če pogledamo? Timija, na primer, drobnjak, mi pravimo šnitloh po domače. Seveda žajbelj mora biti, zato ker so pač zelišča, ki so že prej rasle na kmetiji, ker nekako naše ime se pojavlja nekje 200 let pri baronu. Predvsej te zelišč smo tukaj pustili, ker pa smo mi dva z moja partnerica hodila po tujini, ko smo spremljali te turistične kmetije in te kmetije. Nekako smo naredili ta zeliščni vrt zaradi tega, da ljudje spoznajo zelišča, zakaj se kaj pomaga in kaj lahko iz teh zelišč naredijo. Pa verjetno tudi sami uporabljate. Sami uporabljamo, ja, sploh v kuhinji, iz tega veliko delamo likerje, žganje, potem znani so po razni siropi, delamo sirup iz melise, mete, iz žajblja, mogoče zelo zanimiva bazilika, sirup iz bazilike, tudi bezgo sirup, to pa lahko uporabljate kot osvežilno pijačo ali pa za kakšne jedi, lahko polijete kakšni sir ali pa kaj ostalo. Morda med manj znanimi je tale muškatna kadulja. Kakšna rastlina je to? To je v bistvu dvoletnica, je lepa tudi kot okrasna rastlina, zelo lepo diši. Je z belimi, takole nežno-rožnatimi oziroma vijoličastimi cvetovi. Če pa deluje kot protibakterijsko, cela zdravilna rastlina je lepa, ampak je res lepa kot okrasna rastlina. Če imate na vrtu dovolj žajblja, potem naj muškatna kadulja, ki prav tako spada med žajblje, s svojimi velikimi socvetji privablja čebele. Čaje pripravljamo pri prehladih in težavah z dihali. Med manj znanimi rastlinami je tudi veliki oman, če pogledava. Ja, kar stopimo do njega. Zdaj ta oman, veliki oman se zaradi tega reče, ker res raste visoko, skoraj 2 metra do 3 metra. Je tudi lepa okrasna rastlina, cveti kot sončnica, takšne mali cvetovi so, ampak v bistvu to se uporablja korenika za želodec, katar. Samo korenike izkopljete, potem posušite, in posušite in se potem uporabljajo. Do 2 metra visokemu velikemu omanu ustrezajo vlažna ilovnata tla in ostrejše podnebne razmere. V nekaterih evropskih državah iz njega izdelujejo absint. V ljudskem zdravilstvu pa uporabljamo podzemne dele zeli, ki ustavlja kašelj, pomaga pri vnetih dihal in pospešuje izločanje žolča. Tule imava ameriški slamnik, to v bistvu še zdaj ne cveti, to bo cvetelo nekje v sredini julija. Ameriški slamnik je tudi znan kot imunalno zdravilo, cvet se uporablja, krepi imunski sistem. Rabarbara, kompot, zelo dobro pecivo, mi tukaj tudi pripravimo eno pecivo, v bistvu biskvitno pecivo. Pri rabarbari se uporabljajo stebelca, nareže in z mandlji, z jajci se pripravi na to tako slastno, fajn kiselkasto pecivo. Osvežilno za poletne dni. No, pri rabarbari pa morate paziti, kdaj jo pobirate. V začetku julija več ne smete pobirati, ker ima veliko oksalne kisline. Se pravi samo do julija? Do julija tam nekje, ja. Kakšno stebelce zeliščnega vrta bo Boris dodal tudi v zaboj. Kmetija je že 3 leta vključena v projekt, ki spodbuja lokalno, trajnostno in etično potrošništvo. Imajo dobrih 30 odjemalcev, ki jim v dogovorjenih tednih pripravijo zaboje zelenjavo. To zdaj režete solato za zaboj. Zabojček, ja, ker naša kmetija v bistvu sodeluje v projektu Partnerstvo kmetovanje. To imamo posebej društvo, ki nas je vključeno v bistvu nekje 9 kmetij. Pripravljamo takšne zabojčke za potrošnike. Ne pripravljamo samo zelenjavni zabojčke, pripravljamo tudi sadne zabojčke in žitne zabojčke. Zabojček se da v bistvu tista zelenjava, ki je tisti teden zrasla na kmetiji. To ne pomeni, da potrošnik v bistvu si sami izbira zelenjavo, ampak kaj je tisti trenutek zrasel na kmetiji. Tako da ta teden bo v bistvu solata, dobili bojo tudi v bistvu neke rukole, neke špinače. Potem, ker zdaj je tudi sezona češnje, bomo dali tudi češnje noter, nekaj bodo dobili tudi čebule,
In tako bo ta zabojček nekje zdaj malo lažji, ker spomladi so ti zabojčki lažji, ker je bolj zelena zelenjava. Potem nekje julija, ko pa so že krompir, ko bo že 14 dni že poverjetno krompir, plodov, ki upam, da bo letos kaj zrasle, so pa težji zabojčki, tudi dosežejo tam nekje do 8 kg. Je pa normativ tega zabojčka, da je težki nekje 2 do 5 kg, njemu mora biti minimalno 5 vrst zelenjave in potem ta zabojčke dostavljamo v Maribor, na Kmetijski zavod Maribor, in potrošniki pridejo iskati te zabojčke tja. Željo, da bi promovirali ekološke pridelke in izdelke, kmetija pri Baronu večkrat odpre svojo ograjo. Takrat otroci ustvarjajo semeni. Ta potresejo po kartonu, na katerega so v obliki vzorca nanesli lesno lepilo. Lepilo nato posušijo in odstranijo odvečno zrnje. Obiskovalke z Ptuja pa so tokrat zanimale permakulturne in zeliščne gredice, kasneje pa so se posladkale še s češnjami in baronovimi izdelki.